Dobrodošli in dobrodošle, predvsem dobrodošle v pisateljski hiši, kjer se že 100 let, letos je 100-letnica slovenskega pena, borimo za svobodo govora, za demokracijo, za mir in tudi za enakopravnost. Namreč slovenski pen ima ženski odbor in verjetno ste že kdaj slišali za nagrado mira. Zakaj smo morali priti tega? Zato, ker enostavno nas nikjer ni bilo književnic. In 2013, 8. marca, so se skupaj dale ustanoviteljice in so rekle, dovolj je tega, mi hočemo imeti svojo nagrado in hočemo biti vidne. In najprej, ko sem rekla dobrodošle, bom rekla tudi iskrene čestitke vsaki, ki kandidira, ker je to odraz izjemnega poguma. Poguma, ker veste, kaj se bo zdaj dogajalo, na vas bodo planili z raznimi diskriminatornimi pripombami, verjetno bodo pregorevala družbena omrežja, nekatere boste doživele seksualizacijo, sovražni govor, vse mogoče, ampak veste tukaj pogumne in se ne daste. In mogoče zaključim samo še z dejstvi o penu. Slovenski pen ima zdaj trenutno 3. predsednico, po Miri Mihelič in Ifigeni Simonovič, sem to jaz, Tanja Tuma. Mednarodni pen, ki pa je nastal še 5 let pred nami, pa je imel doslej samo eno predsednico in to je Jennifer Clement. Mi se vse skupaj borimo zelo proti nasilju nad ženskami in proti družbeni izolaciji žensk, proti nevidnosti žensk. In Jennifer vsakič znova reče, da je nasilje nad ženskami oblika cenzure. Zdaj predajam besedo gospe Sonji Lokar, predsednici ženskega lobija Slovenije in jaz verjamem, da tukaj ne boste utihnile. Izvolite. Najprej, predno sploh začnem formalno, a mogoče katera poslanka ne sedi v prvi vrsti? A ste vse prišli naprej? Ste. Milica, prosim, da se presedeš v prvo vrsto. Nisi poslanka, ampak boš pa imela besedo. A je kdo med vami, ki ne želi biti sneman? Izrecno ne želi, da je na posnetku? Ni. Torej, da ste na posnetku. Evo, naj vam povem, ženski lobi Slovenije se od pamtiveka, odkar smo nastali, ukvarja s tem, da bi v politiko pripeljali polovico moških in polovico žensk. Ne na liste, v parlament, v vlado, v vsak organ, kjer se odloča o družbeno pomembnih vprašanjih. Same veste, da smo nekje na pol poti. Nismo dosegli, kar smo si želeli, ampak odnehali pa tudi ne bomo. In tale naš sestanek danes je zato, da vam damo glas. Vam. Zato, ker vam ga ne dajo. Preštela sem, koliko je bilo oseb, ki so imele možnost nastopiti na največjih soočenjih. Sami fantje v kravatah so bili. Pa ni, zakaj je tako? A je res treba, da je tako? In kdo je o tem odločil? Jaz mislim, da niso odločili v uredništvih medijev, ampak nekje drugje. A ne? In to moramo spremeniti. In ta sestanek je tukaj tudi zato, saj poskusili smo, da vidimo, če se lahko ženske različnih strank o zadevah, v katerih imamo skupne probleme, tudi kaj pogovorimo in tudi skupaj kaj dosežemo. Jaz mislim, da prav velikega odziva z vseh strani, kot sem se jaz nadejala, ni, ampak tudi nismo čisto v razpolovljeni situaciji, dva pola. Nismo. Nekdo se je obugil, pa je prišel. Ne? Jaz predlagam, da se danes pogovarjamo ne tako, da bi vsaka dala neko izjavo, ampak preprosto, da se pogovarjamo o temah, za katere mi mislimo, da bi bilo koristno, da o njih izmenjamo mnenje na tem sestanku. Moje prvo vprašanje vam je zato, kako vam gre v kampanji. Kako se počutite v kampanji? Kaj se vam dogaja v kampanji? Pa mogoče, če tudi poveste kakšno izkušnjo, kako ste sploh na listo prišli? Ker mesarsko znanje za poslanske sedeže se ne začne v trenutku, ko se začnejo volitve. Začne se mnogo prej in začne se čisto drugje. Začne se v vrhovih strank. Vem, da je težko o tem javno govoriti, tudi ni treba nikogar obtoževati, ampak zanimivo bi bilo slišati vaše izkušnje. Izvolite.
Kar korajžno, pa prosim, da se vsaka predstavi in pove, iz katere stranke je. No pa dej, Tereza. Tereza Novak, jaz prihajam iz Gibanja Svoboda. Zdaj, kampanja je umazana precej in slišimo vse sorte. Tako da mogoče, tukaj smo medve s Tamara verjetno še bolj kot jaz, ampak mi smo oblajani za vsako stvar posebej na družbenih omrežjih, to verjetno vse. Ampak to smo nekako vzeli za kup, žal, se probamo boriti proti temu, ampak se v bistvu ne damo preveč motiti, ker če ne bi res lahko sam nehal. Ker si stara, si grda, si nesposobna, si neumna in tak nimaš kaj pametnega povedati, to je recimo na dnevnem redu takoj. Kar se pa tiče umestitve na listo pri nas, pa nismo imeli teh težav. Moram reči, sicer smo bili dolg, tako, se ni čisto dobro vedeli, kje kdo bo, ampak jaz mislim, da tle se sploh ni razmišljali ali moški ali ženske, čeprav na koncu moram priznati, da je malo več moških kot ženske. Čeprav smo se zelo trudili, da ne, ampak malenkost. Tako da jaz sem za to, da se uvede pol-pol. Meni se ne zdi, da je dosti 45. Se ni 45. No, mi imamo 45, ja. Ja, mi imamo 45, kar so mi rekli, vse smo še dobri. V redu smo, ampak lahko bi bilo pa pol-pol. Tako da mislim, smo bile tudi zelo ponosne na to, da je prva predsednica državnega zbora v našem mandatu, da imamo prvo zunanjo ministrico, da imamo prvo predsednico. Tako da mislim, da smo na dobri poti, ampak je še marsikaj treba, pa da ne vzamem preveč časa. Izvolite, prosim, kar korajžno. Seveda, izvoli. Lepo pozdravljeni, jaz sem Neža Hrebanja, prihajam iz liste Zelenih Slovenije in stranke Generacij. Mi smo neparlamentarna stranka, tako da že tudi sicer nimamo veliko priložnosti nastopati v medijih, kot ženske pa tudi pravzaprav tudi zelo malo. Tako da pri nas kampanja večinoma poteka na družbenih omrežjih, pri čemer se pa mi kar držimo načela, da tega dostojanstva, pač mi delamo svoje, imamo dober program, v katerega vsi verjamemo, ga zagovarjamo in tukaj skušamo privabiti volivce in jim predstaviti naša načela in prepričanja. Zdaj imamo zelo uravnoteženo listo, imamo 45% žensk, pri čemer bi pa jaz rekla, da se mi zdi, da zelo velikokrat se ženske nekako ne odločajo za kandidiranje, kar se mi zdi kar žalostno, ker kakor ste že omenili, imamo super poslanke, ki se veliko oglašajo, imamo zunanjo ministrico, predsednico vlade in mi je žal, da se ženske ne... Predsednico države, mogoče bo pa če pa vlade, pardon. Bo dobili predsednico vlade. Upimo na to. In pa v glavnem bi želela, da se več odločajo. Jaz sama sem se pa odločila zato, ker sem mama 2 hčerk. In se mi zdi zelo pomembno, da v bistvu nekako deluješ na podlagi izgleda in pa želim vplivati na to, v kakšnem svetu pravzaprav boste živeli. Lepo. Hvala lepa za povabilo. Zdaj, sem Tanja Fajon, Socialni demokrati, to so moje 5. volitve zapored, se mi zdi. Moram reči, že vsake so po svoje drugačne in te zdaj verjetno so tudi nekako zaradi socialnih omrežij najbolj umazane. Moram pa tudi reči, da ko sem prvo soočenje televizijsko odprla, moja prva misel je bila, evo, spet smo tam, Sami moški so bili, se verjetno spomnili 4 leta nazaj, kako so se vsi z mojimi nogami ukvarjali, nihče ni govoril o vsebini. To postane tista kruta realnost, jaz vidim po vseh teh letih kampanje, da na socialnih omrežjih vsaj 2 leti ne prebiram več komentarjev, ker verjetno se ne bi šla več politika. To je tako umazan prostor, to je tako boleč prostor, ne samo za tebe kot osebo, ampak predvsem za tvoje svojce, ki te poznajo. In jaz se spomnim, dokler sem imela starše žive, da so zelo trpeli. Včasih se tega ljudje sami ne zavedo, danes pač vsak lahko zapiše, kar želi. Jaz sem ponosna po svoje za vsako žensko, ki ima ta pogum, da vstopi v politiko, absolutno nas je premalo. Socialni demokrati smo uspeli z našim naporom iti v liste 50-50, to je bila naša zaveza. Ni bilo enostavno,
Moj glas malo priča, da nimam časa za kampanjo, ker 5 dni praktično rešujem Slovenke in Slovence po svetu iz regije in povem, da včasih v politiki so nečloveški napori. In nečloveški so posebej takrat, pa si ženska ali moški, ko se začnejo nizki udarci in moraš imeti trdo kožo, da te nizke udarce z dobrim namenom odbijaš, zato da si lahko sposoben delovati to, kar moraš delati. In tisto je najtežje. Zakaj se mi zdi včasih se politiki oziroma se ženske iz politike umaknejo, ko preprosto tega ne zdržimo. Jaz sem ogledam zadnje 2 dni, kaj se odvija po socialnih omrežjih, ko se res trudimo spravljati ljudi na varno, politizacija, nizki udarci, socialno omrežje, to gori. Včasih bi si želela, da bi ljudje imeli toliko moralne in etične odgovornosti, pa toliko humanosti vse, da bi lahko delali tisto, kar delamo. In v enem krogu, kar mi je uspelo, da smo ženske, recimo v mojem krogu ministrice, zelo malo nas je, ampak smo tako toplo povezane. Tako smo si zgradile mrežo po vsem svetu in je to en krog, kjer se počutiš varno. Politična barva ni važna, vsaj ne v mojem svetu. Vidim, da smo sposobne delati skupaj in biti povezane. In jaz bi si želela, da bi tudi v slovenskem prostoru bile sposobne delati skupaj in biti povezane. Še vedno nas je absolutno premalo. In si moramo tudi takrat, ko nas obkladajo z neprimernimi, šovinističnimi, seksističnimi, nizkimi udarci, moramo znati na glas to povedati. Jaz priznam, da že 2 leti imam pa več svoj filter, da mi je postalo samoumevno, pa ni samoumevno. Ampak mehanizmi, ko je enkrat škoda narejena, ko je emocionalno človek sprejme vse, kar vidi, je škoda izjemna in je zelo težko na to odreagirati. Bodimo same zgled spoštljivosti, zmeri je lepo imeti dialog, ampak spoštljiv dialog. Jaz nikoli nikogar ne užalim. Žalitev imam pa toliko, kot je vseh okrog. Zavedimo se tega. Delajmo tisto, kar mislimo, da bi tudi mi si želeli od drugih. Izvolite, še prosim. Še kakšen komentar? Imeli bomo več krogov vprašanj. Izvoli. Jaz. Seveda, ti. Moje ime je Tatjana Grajf. Prihajam iz poslanske skupine Levica. V prejšnjem mandatu sem se, torej v tem, ki se ravno kar izteka, sem se v bistvu kandidirala na pobudo naše poslanske skupine oziroma na spodbudo, bom temu rekla. Tokrat pa sem se kandidirala sama, ampak ker nisem na nekem strašno izvoljivem mestu, tudi ni bilo nobenih težav. V glavnem zagovarjam načelo enakosti spolov po principu 50-50 plus minus 1. Čeprav nimam nekih velikih upov na tem področju, je pa res, da opažam v političnem miljeju, v katerem se nahajam, veliko seksizma in tudi veliko starizma. Toliko. Hvala lepa. Izvoli. Sonja, hvala. Hvala vsem organizatorkam, da so nas pravile skupaj. Neva Grašič je moje ime, prihajam iz Socialnih demokratov in sem tudi kandidatka. Tudi zame niso to prve volitve, nekaj jih je že bilo tako na evropski ravni kot na lokalni ravni, ampak se mi zdi, da te nacionalne so takšne, ki mogoče imajo vsaj za nas ženske precejšen, bi rekla tak, grenak priokus mogoče včasih. Sicer Socialni demokrati tradicionalno poskušamo in kar dosegamo res to pariteto, ki jo je Tanja tudi omenila, ne glede na to, na kater raven kandidiramo in katere volitve so. Tako da tudi tokrat je bilo precej enostavno. Sicer je dobro, da so kvote tiste, ki so uveljavljene, ker tudi pač nam dajejo neko podlago, da mogoče izsilimo še kakšno mesto ali 2 več, ampak se precej tovariško pogovarjamo znotraj stranke, tudi o razdelitvi mest in tako naprej.
Je pa res to, kar je na začetku predsednica rekla, ko nas je pozdravila, predvsem ti nizki udarci, sovražni govor, seksistične in druge izjave so način, kako se ženske nasplošno v družbi utiša, kandidatke in kandidatke pa še tako lažje. Izhajam iz svojih osebnih izkušenj, ker kljub mladosti nosim že nekaj časa v raznih teh kampanjah in je bilo še prej, ko sem bila še mlajša, še težje. Ne? Če je Tatjana govorila o starizmih, pa lahko jaz, v bistvu se je to ista stvar, samo včasih lahko gledaš iz enega ali iz drugega konca in kaj bo pa ta mlada, kaj sploh dela v politiki, se nima nič kaj za pametnega zapovedati, ampak v bistvu gradiš to nekako trdo kožo, nam pa ne sme biti to samoumevno, kot je Tanja rekla, ampak se pač poskušamo boriti, spodbujati in tako naprej. In si ustvarjati same ta prostor, če nam ga že drugi res niso pripravljeni dati. No, če vzamem dve, potem gremo pa na komentarje, ker naše strokovnjakinje ženskega lobija in tudi z ona ve, so tukaj, pa bi vam one lahko še kaj dodale k temu, kar smo se pogovarjali. Izvolite. Urška Honzak, Levica, skupna lista Levice in Veste, predsej kandidatk naše skupne liste danes tukaj, kar me tudi veseli, pa mi smo poslali tudi našo biserko več kot enkrat zdaj že na soočenja, tako da se trudimo, pa mislim, da bo naša koordinatorka tudi kdaj še prišla na vrsto. Jaz bi dve stvari omenila, ki mogoče nista bili zdaj toliko omenjeni, in sicer ena je, da seveda je pomembno, da imamo kvote za spolne, tudi zato, da pač več žensk se uvrsti na liste in pridejo tudi do nekih javnih funkcij. Se mi pa zdi, da to nikakor ni zadnja in edina stvar, ki jo moramo narediti na tem področju vključevanja žensk v politiko, ampak je treba spremeniti na splošno družbo oziroma poskušati spremeniti družbo v to smer, da ženske niso ali nismo po sili vključene zato samo zaradi kvot, ampak da nam je omogočeno, da se vključujemo v politiko tudi s tem, da se zmanjša gospodinjsko delo, da se zmanjša neke druge obremenitve, ker še vedno marsikaj od tega pade na ženske in je v resnici politika od tiste, ki ste še mogoče na kakšnih bolj vidnih javnih funkcijah, kot sem jaz. Same veste, koliko malo ste doma, koliko je v resnici to nekak moški šport tudi v tem smislu, da moškega ne bodo nikoli vprašali, kako pa vi združujete svoje poklicno in družinsko življenje. Ko smo imeli pa prvo predsednico vlade v tej državi, so jo pa vsi to sprašvali in je tudi v družbi nek ta, ona pa zdaj se gre politiko, skoraj ne moreš imeti otrok ali pa si slaba mama zato, ker pač se ukvarjaš s politiko in nisi doma s svojim otrokom. Tako da se moramo tudi kot družba na to še vedno boriti, ne glede na kvote ali ne kvote. Pa druga stvar, da to je mogoče moja specifična izkušnja, ker imam tudi partnerja, ki se ukvarja s politiko in to ne v isti stranki, da smo ženske pogosto potem razumljene samo kot podaljšek svojih partnerjev. Jaz pač večkrat in, bom rekla, lahko rečem tudi kritično do svoje stranke, da sem kdaj to slišala v svoji stranki, zunaj pa še bolj, pač ženske imamo svoje samostojno politično mnenje lahko, oziroma mnenje kakršnokoli in nismo samo podaljški svojih nekih partnerjev ali pa očetov ali pa ne vem koga, nismo nekoga lastnina ali pa imamo neko svojo samostojnost in se mi zdi, da je zelo veliko tudi še vedno tega tudi v družbi. Evo, še vi, prosim. Živjo, sem Petra Blank-Ribar-Hubo iz Levice oziroma kandidiramo skupaj z Vesno. Mi dve z Urško sva mestni svetnici v Ljubljani. In se v bistvu hotela povedati samo osebno izkušnjo, ker se navezuje na njen prvi del, ki ga je povedala. In sicer sem bila verjetno edina, ki sem, ko sem kandidirala za mestno svetnico, vprašala, kako pa boš, ko imaš doma majhnega otroka. Takrat je bila moja punčka stara 2 leti. Pač meni je bilo tako, ne samo neprijetno, ampak tako neverjetno se mi je zdelo in to me je pač vprašal moški, seveda, ki nima otrok.
Ampak pač zaenkrat mi gre kar v redu. Sicer delam v politiki skoraj 24 ur na dan, sem tudi mestna svetnica, ampak si tudi vzamem čas za svojega otroka, se razdeliva z možem, on daj skuha, gre pa njo pač v šolo, zdaj je prvi razred. Ampak jaz nisem isto še slišala, da bi pač mojega moškega kolega nekdo vprašal isto vprašanje. In to se mi zdi pač precej velik problem. In to pač tako čisto bajdove vprašajo, ampak a si prepričana, da bi to res naredila? Milica, gdje pa tebe izzivam, to je komentar. Ja, najprej hvala lepa za povabilo. Reagirala bom na nekaj točk, ki ste jih omenile, ki se mi zdijo pomembne. Gotovo prva so kvote. Izhajam iz lastnih izkušenj, ker sem sama v enem delu svojega življenja, recimo nekje v politiki, potem sem se pa raziskovalno začela s tem ukvarjati. In ko sem bila še aktivna v politiki, začela ukvarjati s tem, da sem najprej v stranki, tisti, ki je ni več, že kar nekaj časa, uvedel kvote mi je en kolega, kasnejši kandidat za evropske volitve, rekel, ti boš uničila to našo stranko zaradi teh svojih zahtev za volitve. Kasneje je zelo močno podpiral. Tako da stvari zorijo v političnem in javnem prostoru kar nekaj časa. On je rabil 10 let, nekateri rabijo 20 let, da to ugotovijo, nekateri pa nikoli. Tisto, kar jaz ugotavljam zdaj, ko raziskujem te stvari, pa je, da so se kvote prijele. Sem nekaj podatkov. Leta 90, ko jih nismo imeli, je bilo na kandidatnih listah 11,3%. Oziroma izvoljenih je bilo toliko žensk. Potem je bilo, ko smo sprejeli kvote za državni zbor, seveda, predtem je bilo tam nekje okrog 20% kandidatk, izvoljenih tam čez 10%. Potem se na prvih volitvah sicer ni takoj povečal delež izvoljenih, ampak so rabili nekaj časa tudi v strankah, ker so rekli, da nimajo žensk, da zelo težko najdejo ženske za kandidatke. Zdaj ugotavljamo, da to sploh ni več problem in hvala Mateji, ki je danes poslala podatke iz STA-ja, čisto vse stranke so presegle zahtevan delež žensk na kandidatnih listah oziroma obeh spolov na kandidatnih listah, kar pomeni, da ni nobenega razloga za to, da se delež dvigne na 40, 45 ali 50. Skratka, tu ni nikjer nobene stranke, ki bi ne dosegla. Presegle so. Najnižji delež ima skupna lista NSI, SLS, Fokus 39,8%. Vse so presegle, 40, 41, 43 in tako naprej. Skratka, jaz sem to nekako razmišljala, torej kvote so posvojene, na način imamo jih in moramo to doseči, moramo napolniti mesta. Niso pa bile posvojene v smislu, da to nekaj prinaša v politiki in v strankah in da to prinaša neko novo situacijo, na katero se je treba pripraviti, da to prinaša nekaj dobrega za stranke in tudi za vse ljudi. In zato se mi zdi, da se dogaja tudi to, kar potem, ko delamo intervjuje z poslankami, ugotavljamo tistimi, ki so bile izvoljene in tistimi kandidatkami, ki niso bile izvoljene, da so se v volilni tekmi znašle bolj same kot pa z podporo stranke. Skratka, stranke ne namenjajo, zdaj govorim pavšalno, brez razlik notrnih, kar vi veliko bolj veste kot jaz, ker se to javno ne prav veliko o tem govori. Skratka, finančne podpore je manj, neke skrbi za kandidatke je manj, odpiranje prostora za nastopanje v javnosti je manj, kar je bilo že omenjeno in podobno. Sicer pa, in to ste vi vse potrdile, se v večjem delu strank sicer pogovarjajo, dogovarjajo o kandidaturah, ampak potem najožje vodstvo sprejme tisto končno odločitev, kam bo kdo, kje bo kdo kandidiral. In samo za ilustracijo vam bom prebrala iz enega intervjuja, ene uspešne kandidatke, uspešne političarke na večjih nivojih je dejala takole. Povem vam lahko, da je razlika vsekakor opazna.
in da je trenutno vodstvo predvsem manj naklonjeno ženskam in na vplivnih in odločevalskih položajih. Kljub temu, da večina članov stranke podpira visoko vključeno žensko, tisto verbalno, ne? Zakaj je tako? Ker, no to pa je tisto, kar sem hotela, da slišite, no, ker mislijo, da lahko moški nadzorujejo vse. Mladi, ambiciozni moški. To je bil njen poseben poudarek. Tako da to, kar raziskave ugotavljamo, torej je, da so prepuščene same sebi. Zdaj pa, če želite, lahko zdaj nekaj, kar smo ugotovili v prejšnji volilni kampanji, ko sva s kolegom Juretom Skubicem spremljala volilno kampanjo na družabnih omrežjih. Lahko par stvari povem, če nisem predolga že, Sonja. Minutko. Okay. Skratka, tisto, kar sva mi dva takrat ugotovila in letos spet spremljala in bova spet objavila, je naslednje, da veliko več nasilnih objav, seksističnih, žaljivih, doživljajo predvsem mlajše ženske. Ne vem, če se letos ne bo spremenilo, ker sem nekaj stvari videla takih, ki jih nisem pričakovala na starejše ženske. Za tiste ženske, ki se zavzemajo za človekove pravice, za pravice žensk in manjšin in aktivistke iz civilne družbe. Potem, večji delež nasilnih objav doživljajo ženske, ki so same bolj aktivne na družabnih omrežjih, takoj planejo spet na njih in seveda na javnih dogodkih in soočenjih. Beležili smo primer enega samega nastopa v volilni kampanji in plaz potem nasilnih objav. In seveda tiste ženske doživljajo več takih objav, ki jim javnomnenjske raziskave kažejo dobro. Se pravi, strah pred tistimi uspešnimi ženskami. Ne? Še nekaj zelo pomembno, kandidatke z leve politične opcije ali pa z levo-sredinske politične opcije doživljajo tega več kot z desne. To potrjujejo tudi mednarodne raziskave in mogoče samo še s tem zaključim, kaj so motivi za tako ravnanje na družbenih omrežjih. Nasilje je predvsem usmerjeno proti ženskam v politiki zaradi tega, ker so ženske, torej zaradi njihovega spola, ker jim tam ni mesta pravzaprav. Zato, ker so, oziroma deležne so torej predvsem seksističnega obravnavanja, spolnega nadlegovanja, groženj, tudi fizičnih groženj in spolnega nasilja, groženj v smislu spolnega nasilja. In njihov cilj je prestrašiti ženske. Prestrašiti ženske, da naj se torej ne vključujejo v politiko, kar jih tam čaka, Zdaj pa samo res še zadnji stavek. Ko smo imeli intervjuje z sedanjimi političarkami, tisto, kar je mene razveselilo, je, da vse bolj reagirajo na nasilje, ki ga doživljajo v politiki, na seksistične izjave, na sovražni govor in tako je tudi prav. Ker ko boste enkrat izvoljeni, ko boste na nekih položajih, če boste ostale in rekle, to se ne sme dogajati, bi to imelo veliko večjo težo, kot če bo kdo to rekel, jaz kot raziskovalka ali pa nekdo iz civilne družbe. Tako da bi se vam zahvalila tistim za nazaj in drugim za naprej, če boste to še naprej počeli. Hvala lepa. Odlično, Milica, hvala za tome. Zdaj pa tebe izzivam, Mateja. Ti si zelo spremljala, kako je pravzaprav s pojavljanjem žensk v medijih. Ja. In zanima me predvsem, kako je s političarkami, kaj se njim dogaja. Hvala, Sonja, za povabilo in Milica me je pa dobesedno izvala, ker mi je vzela stavek, s katerim sem hotela začeti. Da se zahvaljujem vsem tem, ki ste bile pred temi časi sedanjimi in sedanje ženske, ki si, da uporabim to besedo, upate, ker je res potreben pogum. In ne nazadnje to, kar smo govorili, ko zdaj spremljamo predvolilna soočenja, da gledamo moške v kravatah, ki govorijo o naši prihodnosti in se ženske pojavljajo v medijih tudi v okviru kampanje v glavnem na teme, ki se tudi običajno v medijih ženske več povprašujejo, se pravi zdravstvo, socialna politika, kultura, to so naše domene in tudi zato mediji to nekako temu pripisujejo, da so to mehke teme in potem tudi ne ravnajo prav zelo mehko z prinašalkami novic na tem področju. Jaz sem v bistvu, danes sem z zanimanjem pogledala podjetje Clipping, ki v bistvu pošilja enkrat tedensko, naredijo medijsko analizo pojavnosti strank, pa politikov, političark
v medijih in seveda prednjači Robert Golob v tednu od 23. februarja do 2. marca s 30%, potem je Janez Janša 16,5, pa Anže Logar 9 in še nekaj. Prva ženska, ki se pojavi, je samo 200 na tem seznamu, Asta Vrečko 7,7 in Urša Zgojznik 0,8. Se pravi, že tukaj v medijih se vidi, da v bistvu v tej kampanji, kot da ženske ne nastopajo v teh prime time novicah. Zdaj, združenja Ona ve ime, v bistvu, ko smo ga ustanavljali leta 2021, smo ravno iz te potrebe, oziroma, ker smo želeli vedeti, a je v naših medijih, v našem medijskem prostoru nekako pol zastopanost spola, ženski, moški. In tudi, ko smo medije sprašvali, so vsi imeli tak občutek, da to je, da ti odstotki so doseženi do medijice, to je porazdeljeno. Potem smo imeli za primerjavo analizo Metine liste in Clippinga, oni so v bistvu spremljali intervjuje in je tam kazali ta odstotek od 21 do 24 odstotkov žensk, da se pojavlja. Potem smo pa mi v bistvu iz te izhajale in globalne, ki poteka že 30 let, Global Media Monitoring Project. To je v bistvu v Sloveniji potekalo enkrat, to je najdlje trajajoča raziskava o ženskih glasovih v novicah. In Slovenija sodelovala 2000 in lansko leto 2025 drugič, ko je Ona ve postala nacionalna koordinatorka. Kar je zanimivo, na globalni ravni je v bistvu smo napredovali od leta 2000 do 2025 za 9 odstotnih točk. Se pravi 17 odstotkov na 26. Slovenija je letos beležila 30 odstotni delež in smo tam nekje skandinavskimi državami, ampak kar pa v bistvu mi, ko pač smo delali to raziskavo in 2023 smo delali lastno raziskavo, enotedensko o reprezentativnosti spola v slovenskih medijih in smo letos ponovili to raziskavo in zdaj v bistvu lahko vse to mešamo in primerjamo, ampak se stalno vrtimo skozi okrog enih in istih številk. In zdaj mi to našo 2025 raziskavo ravno delamo poročilo, tako da vidite, tukaj je še vse za komentarje in boste prve slišali, kaj kažejo pač zdajšnji rezultati, se kar printe za stole. In recimo še vedno kaže, da moški predstavljajo 72 odstotkov ljudi v medijih, ženske 27 odstotkov, potem v bistvu ženske po 50, to so pa nevidne sile, a ne? Tam, kjer ne bi bila ta, kjer ne bi se še nekako moč krepila, je sploh, tam ni prostora za njih, 50 plus. Potem je recimo zanimivo, da tudi ta čas, prostor, ki je namenjen, ga mediji namenjajo predvsem moškim, v radijskih novicah, ko smo malo spremljali, je nekako tako pomenljivo 2 odstotka manj časa se nameni ženskam v novicah, a ne? In pa v sliki in besedi, tudi tam prednjačijo moški, je tam 69, 31 v slikovnih prikazih, kar je pa pač zanimivo in to pa vidite, da tukaj se še dela ta naša analiza. Zanimiv pa je, da so ženske zelo redko predstavljene in to zdaj vidimo v tej kampanji kot elitni politični veri. Mi smo pričevalke vsakdanjega življenja. Ko bojo recimo govorili o energetski krizi, bojo vprašali enega strokovnjaka iz energetskega podjetja, potem bojo vprašali gospo na tržnici, ki prodaja zelenjavo, kako bojo na njo vplivale cene. Tako da tukaj v tej eliti je še vedno, zato nas zanima ta globina, ne samo število žensk, ki se pojavlja, ampak v kakšni obliki mi nastopamo. V bistvu smo moški so v bistvu v teh naših analizah smo dognali, da so oni tisti, ki odločajo, mi komentiramo. 3-krat pogosteje smo recimo predstavljeni v družinskih vlogah. Oni so na vodilnih položajih, v temah politike in gospodarstva, mi pa pač, tako kot sem rekla na začetku, sociala, zdravstvo, pa mogoče še malo entertainment in tako naprej. V politiki recimo, če gremo v globino, je 25 odstotkov, da ženske razlagajo kot elitni veri dogajanja, ostalo pač vključajo moški. Kar je pa razveseljivo, ker mi pač te analize predstavljamo medijem in jim pač pokažemo to pot, da tudi z RTV Slovenija imamo podpisano zavezo 50-50, ki se žal izvaja bolj samo na TV Sloveniji, pa je tudi treba iz njih vleči podatke, in to je tisti monitoring, ki bi v bistvu že da nekaj na čemer gradiš. Kar smo pač ugotovili s to analizo 2025 je, da v tistih medijih, ki smo jih obiskali,
te RTV, se pravi, da tukaj govorimo o TV Slovenija, Večer in Delo, tam se je pa za 5 odstotnih točk izboljšal. Se pravi, da je to nek tak kreativni, naša Lenka, kako ga že imenuje, kreativni poseg, da v bistvu tam, pa slišijo, pa vidijo, pa se vseeno njih prebudi, da želijo in ko vidijo te odstotke, v bistvu želijo nekaj narediti. Mi smo tudi povabili 2023 švedsko strokovnjakinjo, ki se v Sloveniji oziroma očitno v majhnih državah vse, kar iz tujine pride, je pa potem bolj zlato, ne? In je povedala iz časopisa drugega najbolj branega Svenska Dagbladet, da ko so oni dobili žensko predsednico uprave, da je v bistvu z analizami so dognali, da v bistvu ženske so tiste, ki prinašajo branost, gledanost, denar, se pravi tam, kjer mediji tonejo, da če odprejo, da so zanimive teme za ženske, da je potem to bolj brano. Hkrati pa mi tudi želimo od tega iti, da ne polagamo skozi nam ženske. To bi morali narediti. Morali bi se več pojavljati. Morali bi to, ne? Je res treba v sistemu spremeniti. Ne? Nazadnje, ko je Ministrstvo za kulturo sprejemalo pravilnik o financiranju medijev, ne? In sem jaz dala pač na e-demokracijo predlog, pa mi ni niti noben odgovoril, da če medij dobi državni denar, prvo, kar je mora narediti, ne saj spremlja, ne dela monitoring in že to je en tak predpogoj, ki bi lahko enkrat na leto, ne, da mi delamo raziskave, pa pulimo pol te odstotke oziroma številke, da bi v bistvu bili že oni obvezani. Tako da, tako kot je že bilo rečen, tudi mi pač ne bomo nehale, bomo hodile po medijih, jih vlekle, zdaj se tudi prijavljamo na en Cervov veliki razpis, ki je posebej tema, 4. točka je pač odpravljanje stereotipov v medijih in oglaševanju, ker to je tudi en tak krog sklenjeno, ne? In gremo za zavodom krog in mislim, da bomo se tudi povezali tudi akademsko in tako, da bomo v bistvu tudi zdaj pač neke stvari izdajam, ampak je že prav, da jih, da bi prišli do enega orodja, ki bi v bistvu bil medijem oglaševalcem pomoč, kar bi napisal, preveril, ali je to koliko stereotipov noto nesel in kako lahko drugače, ali pa že spolno vključujoč jezik, ne vse take stvari, da ni, ne vem, Slovenci smo športen narod, ampak smo Slovenke in Slovenci in to je pač treba tudi v jeziku paziti in je, kako bi rekla, tek na dolge proge, ampak pač bomo tekle še naprej in z podatki postregle in v bistvu vas vse vabim, kjer še niste, tukaj je kar nas veliko, Novej, Kneva, Sonja, Tereza, Milica pa ni, Milica je naša podpornica, tako da, če se nam pridružite in mi tudi potem medijem, da imamo 636 strokovnjakin, medijem mi tudi potem aktivno ponujamo strokovnjakinje, če določena tema, zdaj bomo tudi začeli delati novičnik, da bomo rekli, te 3 so aktualne teme, te 3 so naše strokovnjakinje, jih lahko povabiš. To že sodelujemo v evropski mreži, pa delamo v bistvu na različne mednarodne dneve, ponujamo tudi slovenske strokovnjakinje. Skratka, do njih je pač treba proaktivno, nam pa veliko krat ena mreža italijanskih novinark pove, da je pa treba, to se tudi z našimi novinarkami pogovarjamo, da je treba v hišah to začeti. Ne? Mi ne moramo z enega piedestala nekega združenja, vi morate pa tako, a ne v medijih, ampak more pridati izmed novinark in tukaj smo tudi pač mi pripravljene pomagati in strokovno in tudi kakšne stvari mogoče ki poriniti naprej. Hvala lepa, meni se je zdelo to zelo koristno, zato ker ko boste izvoljene, vam bo zelo prav prišlo, da veste, kam se obrniti, s kom se pogovarjati, na kakšen način se da stvari spremeniti in da je to sistemski način. Da ni dovolj samo povabiti novinarke na kavo. To je sicer super, ampak dovolj pa ni. Sam še eno stvar, tam sem pustila v tistile dvoranici, zdaj pa tako nekaj ženske rečemo, smo prevedle, smo prevedle, jaz sem prevedla, je knjiga, ki smo jo pri ONAVE založili in je v bistvu knjiga prevod 10 pasti moči za ženske in oklepalne moške v politiki. Tako je en tak priročnik, tako da tam je na voljo, pa ga vzamete, če boste pa pol v strankah še kaj potrebovali, imamo še nekaj izvodov, pa vam lahko tudi dostavimo. Najlepša hvala. Zdaj bomo pa naredili drugi krog in menjamo temo. Tema je čisto preprosta. Jaz mislim, da edina političarka, ki je kaj vredna, je tista, ki gre v politiko z načrtom. Ki hoče nekaj v družbi spremeniti. Ker če nisi
šel za to, potem si zgrešil razlog, zakaj je v politiko sploh vredno iti. Ker če hočeš biti bogat, pojdi v podjetništvo. Če hočeš biti slaven, pojdi v estrado. Če pa hočeš družbo spremeniti, potem pa pojdi v politiko. Ampak moraš imeti načrta, ne, kaj boš narediti. In me zelo zanima, kakšni so vaši načrti, ampak ne kar nasplošno. Ker nažalost na našo še vedno veliko smolo se ženske bolj čutimo zavezane, da se ukvarjamo s tistim, kar nas direktno prizadeva, čeprav so to vedno družbena vprašanja in niso samo naša, ampak če se jih mene lotimo, se ne more pričakovati, da jih bodo moški reševali namesto nas. In mene zanima, a imate načrte, kaj bi počele in kaj bi rade naredile, da bi ženske v Sloveniji živele bolje. In seveda, kako bi to naredili. Me zanima, kaj mislite o tem. Kaj so vaše prioritete? To je težko vprašanje, vem. Izvoli. Preden se jaz podala v te politične vode, sem bila dolgoletna aktivistka. Prav na področju človekovih pravic žensk in družbenih manjšin, LGBT, ampak predvsem žensk. Tako da jaz načrt imam že od nekdaj v sebi. Že od študentskih let, ko sem se začela ukvarjati z aktivizmom. In seveda potem to na ravni politike na nekem drugem nivoju spet uresničuješ te svoje načrte, se pravi načrte tisto, kar misliš, da je prav, in tisto, kar misliš, da se je vredno boriti in da se moraš boriti kot ženska. Ker najlažje je biti pasiva in oddaleč komentirati. In jaz mislim, da delam to, kar so od nekdaj bili moji ponotranjeni načrti. Nekatere teme sem potem še dodala, ampak zdaj v tem času pa mislim, da je največji poudarek dajem vprašanju reševanja femicida v Sloveniji. Jaz sem dala tudi 3 pobude poslanske, pisne poslanske pobude na Vlado Republike Slovenije v tega mandata, da se nekako regulira to področje, da se inkriminira femicid kot ločeno kaznivo dejanje, podobno kot recimo to zdaj že pozna Hrvaška, kot to že pozna Italija z zelo strogo kaznjo. In sicer z namenom, da se stvari začnejo prepoznavati. Ker če se femicid je pač skrajna oblika nasilja nad ženskami. In to je vedno finalno dejanje v dolgem kontinuumu nasilja nad žensko, se pravi intimno-partnerskega nasilja nad žensko. In če se to v nekem trenutku pravočasno prepozna, se to da preprečiti. In da bi se to prepoznalo, moramo imeti definicijo. Moramo imeti ozaveščeno javnost in moramo imeti definicijo in moramo imeti pravn režim, ki je jasen in ki je transparenten in ki dela na preventivi, da to omogoča preventivo, da se prepreči nesmiselne smrti žensk. Ker mi imamo zakon, ki zdaj to nekako ureja, ampak to ne pomeni, da je kakorkoli boljše. Ženske še vedno umirajo od roke lastnega partnerja ali pa bivšega partnerja, ali pa moža, ali pa bivšega moža. In to je nekaj, kar mislim, da mene najbolj motivira v tem času in tem trenutku. Najlepša hvala. Lepo vas prosim, na kratko mi povejte, zato ker bi rada vse slišala, ker to se mi zdi izjemno pomembno vprašanje. Izvolite. Ti si rekla, ne? Ja, lahko tudi veselje. Hvala lepa. Ko je Tatjana rekla glede aktivizma, sem kar poiskala članek Nove 24 ob dnevu, ko sem bila imenovana za državno sekretarko. In članek piše: z aktivizma v diplomacijo kontroverzna Neva Grašič postala državna sekretarka.
In sicer potem kontroverzna. Se ne čutim tako, ampak aktivistično pa vsekakor. In potem so v članku po moji sreči v bistvu nanizali vse tiste stvari, na katere sem najbolj ponosna. Od mladinskega aktivizma in projektov za ženske na Zahodnem Balkanu in tako naprej, ampak res nekako zelo mehko mi je uspel ta potem prehod v vsebine, ki sem jih vedno sicer rada imela, evropske in mednarodne zadeve, da sicer že zdaj v nekem položaju, ki mi daje možnost in prostor, da veliko naredim in da veliko govorim. Sem vseeno najmlajša državna sekretarka v zgodovini na tem ministrstvu, kar je veliko in iz tega položaja pač želim odpirati tudi možnosti za mlajše kolegice, fantastične mlade diplomatke, ki jih pozna Slovenija in ki imajo veliko znanja in so odlične res magistre mednarodnih odnosov in evropskih študij in politologije in vseh znanj. In mogoče tudi na nekem položaju, v nekih vsebinah, ki jih Mateja ni naštela kot te mehke, ampak so precej trde, oziroma pač je to prava politika, kjer imajo mesto absolutno tudi ženske, da jim pač znotraj nekega sistema, ki je vsaj v preteklosti še bil precej moško dominiran, da dajemo prostor tako v bistvu z vsebinami in neko feministično zunanjo politiko, kot tudi znotraj sistema v položajih, koga pač seveda imenujemo ali za vodje sektorjev, za generalne direktorice, za veleposlanice in tako naprej. In mislim, da, zdaj, ko se mi je še ministrica pridružila, da nam to načeloma kar uspeva. Je težko, ker je sistem narav oziroma zgodovinsko razvit na tak način, da je dal več prostora moškim in je potem bil tudi narejen skozi moške oči in moške roke. Tako da, če bom imela to priložnost pač kaj več narediti tudi na tem področju, bo to moj cilj, moj moto. Hvala. Hvala. Jaz tudi prihajam iz aktivistične nevladne scene, sicer sem 4 leta v politiki in jaz sem si tako za cilj dala, da se moramo pogovarjati v parlamentu ob vsaki zakonodaji o tem, kako bo to vplivalo na ranljive, kako bo to vplivalo ali na ženske, ali na starejše. Najprej sem imela celo ambicijo, da bi to bilo sistematično, ampak se je izkazalo, da tako čist ne gre, da more, ampak vsaj na tistih področjih, ki jih posameznik pokriva, da imamo zmeri, da se mi v parlamentu posebej se mi zdi vprašamo, ali je to dobro za ljudi, in potem za različne skupine. Tako se mi zdi, da je pač lahko se na ta način sprejema boljša politika in se mi zdi zelo pomembno, da na tak način tudi delujemo. Upam, da smo kar dostkrat nam je uspel ta razmislek, ampak seveda zmeri se da boljš narediti. Ampak se mi zdi, da je to pomemben vidik. Absolutno. Kdo bi še dodal? Jaz bom šla mogoče večkrat širšega potem na te specifične. Ko sem slišala v bistvu vse kolegice, pa bi se navedla, najprej navezala na ta mladizem pa starizem. Jaz sem zelo vesela, mi imamo tukaj zelo uravnoteženo listo, imamo v vsaki deceniji po enega kandidata od 20 do 80, tako da to se mi zdi za eno neparlamentarno listo zelo v redu. Ampak kakor jaz slišam kolegice tukaj, v bistvu in se s tem pač moram strinjati, da ni v redu, če si mlada, ker si prevlada, ni v redu, če si stara, ker potem, ne vem, zakaj ni v redu, ni v redu, če si mama, ker potem kako boš pol v politiki. Prej pa nisi imela karijere, zdaj, ko greš po politiko, pa ne moš več. Ne vem, to ni v redu. Potem recimo je še ta srednja generacija, ki sem jaz, ker zdaj je znanstveno dokazano, da v bistvu med 45 in pa 55 ženske doživljajo nek nov ta razvoj, lahko karierni razvoj in v bistvu tudi ta kreativni razvoj, pa v bistvu je to najbolj obremenjena generacija, zato ker moraš skrbeti za svoje starše, ki se starajo, skrbiš za otroke in tako naprej. In med korono smo tudi videli, da veliko tega neplačanega dela, tihega dela je padel na ženske. Zakaj to govorim? Zato, ker se moramo kot družba spremeniti.
tako kot ste vi rekli, moramo narediti boljše, moramo biti boljši od tega. A ne? In specifično v bistvu, kako bomo to naredili, je zato, ker kot družba očitno še nismo čistem, sem jaz zagovornik kvot. Mislim, da kvote v bistvu, da tukaj lahko politika pozitivno vpliva na to. Še ožje, če grem pa v ožje ukrepe, pa se mi zdi tale femicid, definicije, ki jih dajemo, zelo pomembne. To se pravi, naslavljati moramo femicid, ki je zelo velik problem in je v velikem porastu. Naslavljati moramo mladoletne nosečnosti. Zaščititi moramo tudi naše najmlajše članice. To se pravi, dekleta v šolah, pa ne samo kar se tiče nosečnosti, ampak tudi sicer. Kako bojo one družbo videle, če recimo ti se ne smeš tako pa tako obleči, zato ker potem se pa tvoj sošolc ne more koncentrirati v šoli. Pa, ne vem, ni v redu, ne. Tako da, to se mi zdi ta dva zelo pomembna aspekta, ki jih moramo naslavljati, ne. Ker ženske mi vemo, da pravzaprav tudi ta ekonomska, to se pravi ekonomska odvisnost, da so ženske nižje plačane na podeželjih, mi vemo, da so lahko velikrat ekonomsko odvisne, tudi podeželje ne smemo pozabiti, ta ekonomska odvisnost, to moramo tudi naslavljati. No, in to bi si jaz želela spreminjati kot poslanka, dokler bi bila izvoljena. Ne. Da čez užem, no, ne samo da spremenimo družbo, ampak te tri konkretne. Sam en stav, kar pa v medijih opažamo, ker smo rekli, na katerih tema so ženske, da je to pol neko žensko vprašanje, kar pa ni žensko vprašanje, ne? To je vprašanje demokratičnosti družbe. Ne, to je vprašanje družbe, kaj smo mi? Ampak pol, ker se pa ženske na tem pojavljamo pa govorimo, nam pa v bistvu pa to pripisujejo, da smo to samo zase. V bistvu je treba, tudi smo se mi že večkrat pogajali, kako to komunikacijo obrniti, da tudi moški, ko govorimo o tem, ne bojo videli neke bojarni, da jim mi hočemo nekaj vzeti, ampak da bojo pač, da kot družba, da bomo videli, da tukaj moramo skupaj sodelovati. Zato mi doskrat rečemo, ona ve, je noter tudi on ve, ne? Da brez sodelovanja ne bo šlo. Izvolite se. Moja ime je Biserka Marot Medin. Sem verjetno ena od bolj novih v politiki. V svojem življenju sem imela večkrat priložnost, da bi šla v politiko, pa sem to odklanjala, ker sem človek konkretni paši in sem vedno delala ne samo konkretne stvari v službah, kjer sem bila, ampak tudi v civilni družbi, kjer sem bila aktivna v številnih organizacijah, najprej predvsem za pravice otrok in potem nazadnje za dostojno življenje starejših Srebrna nit. V politiko nisem šla zaradi kariere, ker jaz sem svojo kariero naredila, imam za pokazati, kaj sem naredila, čeprav te novi, ki prihajajo, ne vejo nič, kaj se je dogajalo in imajo čisto sprevrženo predstavo o tem, kako smo živeli pred 30, 40, 5 leti. In ker sem zdaj opažala, da je pa socialna država v nevarnosti, da popolnoma izgine in prevlada kapital in privatizacija in jaz, zasebni interesi, najprej jaz, potem pa vse drugo, se mi je pa zdelo, da je pa zadnji čas, da poskusim tudi sama kaj narediti, da vse te dobre projekte, ki jih je prejšnja vlada v smislu ohranitve javne mreže, vseh storitev, ki so nujne, od šolstva, zdravstva, sociale, da ne naštevam naprej, da te javne mreže okrepimo in da zagotovimo dostojno življenje vsem ljudem, ne samo tisti peščici, ki ima debele denarnice in si lahko vse privošči. In zaradi tega sem se pač odzvala na prijazno prošnjo, če lahko pomagam, in jaz sem najprej to razumela kot, da pomagam, da pridemo v parlament, ker se mi je pa tudi program Levice in Vesne, ki vam priporočam, da ga preberete, zdaj tako zelo dober, se s tem ne rečem, da tudi drugi nimate dobrih, ampak ta je tako celovit in naslavlja. In predvsem ta kombinacija,
tudi za okoljem, ker kaj pa bomo zapustili našim otrokom in vnukom, če bomo uničili ta planet, če bomo uničili empatijo, solidarnost in jaz res živim medgeneracijsko solidarnost in ta kombinacija mladi in starejši v vsaki stranki, mislim, da veliko da vsaki stranki. Zato, ker starejši imamo izkušnje, imamo znanje, imamo modrost, mladi so pa morda včasih bolj pogumni, včasih pa ne, ker starejši nimamo kaj izgubiti. Mi smo pri papežu, od tam dobimo vsak mesec pokojnino in se lahko izpostavimo, kadar ocenimo, da je potrebno povedati Bobu Bob. Tako da zaenkrat, razen o slabih stvarih ne bom govorila, no, si pa zelo želim, no, konkretno, da bi naredili čim več, da bi sprejeli konvencijo o pravicah starejših, tako da, čeprav vemo, da konvencija o pravicah otrok, za katero sem sama poskrbela, da je bila prevedena, ko je še država ni to, vem, moja prijateljica Lijana, ki smo delali v Zvezi prijateljev mladine, imamo konvencijo o pravicah invalidov. Vemo, da veliko stvari iz te konvencije še ni uresničenih, ampak vseeno je pa konvencija neko orožje, s katerim mahamo pred državo in zahtevamo, da se še stvari premaknejo na boljše. In ko jo bomo imeli za starejše, se bomo pa tudi lahko sistematično uprli temu starizmu, ki pa je na pohodu na vseh področjih, no? In to tudi sama tudi čutim, ne? Ni več tukaj le ministrice. Moram pa reči, da jaz sem se odločila, da komentarjev na družbenih omrežjih ne bom brala in sem tudi povedala na stranki, da jih ne bom komentirala, ker to se mi pa zdi pa popolna zguba časa, energije in volje do življenja. Tako da, če imaš ti svoj cilj in veš, kam greš, zakaj greš, veš, da delaš s srcem za skupno dobro, potem mislim, da ni nič težko. Čeprav pa mi je težko, ko mi otroci povejo, ne, mami, spet me je šef sekiral, kaj si ti to govorila, ne, pa mami, rektor mi je napisal to, pa mami to, pa vnuk mi je včeraj rekel, a veš, da so v šoli rekli sošolci, da so te gledali. No, tako da se nekaj pa spovedal, da mi dva se kar veliko pogovarjava, ne. Tako da so zoprne stvari, no, ampak jaz vidim na koncu pozitivno, da se ženske vključimo, se oglasimo, zato ker velikokrat se spomnim na Manco Košir, ki je začela z ženskimi pismi v reviji Otrok in družine, katere urednica sem bila in mi je skozi govorila o tem ženskem principu, pa ženskem morajo priti do izraza. Pa sem včasih mislila, pa kaj pretiravaš, ne, sej smo tle, sej delamo, sej vse v redu, ampak vidim, da se je treba truditi na vsakem koraku in vse to, kar ste tamle napisali in posebej na koncu glas za mir. Jaz si bom zelo, zelo prizadevala za mir, ker ta pokop teh, tudi govoriti ne morem, ker bom spet jokati začela, to, kar se dogaja, kako nedolžni trpijo v teh vojnah, ki jih zakuhajo in jih ženejo naprej samo po hleb, po več denarja zaradi orožja in po, ne vem, po Nobelovih nagradah, ne vem, to je nekaj grozljivega, no, tako da... Moški, ki še 10 let ne bo več. Izvoli, Tamara, če ti dodaš svoj kamenček. Tamara Vonta, tudi Gibanje Svoboda, sicer v družabnih medijih, predvsem odkar sem pač prevzela vodenje preiskovalne komisije, imenovana tudi Satan. Jaz moram reči, da verjetno je neka že vzgojna komponenta bila in biološka, da mene se to res ne dotakne več. Verjetno sem bila tudi kot hčerka matere samohranilke nekako v tem duhu vzgojena, moram reči. In res je trajalo nekaj časa, da sem se utrdila, ampak zdaj se pa upam reči, da sem že kar nekako utrjena. Kar želim povedati je naslednje. Ne vem, če se zavedamo, da se je svet tudi v tem smislu je na eni takšni poti precejšnje preobrazbe, pa ne na boljše. Mi smo v neki preobrazbi, ki je izrazito slaba.
In bojim se, da bomo morali tudi za to pripraviti nekoliko drugačne odgovore na to. Ko se pogovarjamo o medijih, ker sem pač tudi 20 let bila medijski človek in vem, kako mediji funkcionirajo, si pa nekako predstavljam, kako so se povampirili v zadnjem času zaradi vsega tega, o čemer smo danes že govorili. Torej, mediji morajo nastopati na nek način kot protivtež oziroma ne kot sopotnik, ampak preživeti morajo v bistvu skupaj s temi družabnimi mediji, kar pomeni, da morajo spustiti, kar je izjemno žalostno, ampak spustiti v bistvu nivoje na strahovitne ravni. In ko govorimo, zakaj ne vabijo žensko, prostite, mediji vabijo vedno tiste, od katerih si lahko obetajo kaj? Senzacijo, polarizirajočo debato, nekaj zelo mastnega, da rečem, nekaj zelo ne vem kakšnega, ne nekaj, kar bo mirno, nekaj, kar bo povzelo nekaj. In to je dejansko na nek način en potisk, ki nas hočeš nočeš, mogoče na nezavedni ravni sili v to, da se začnemo še mi tako obnašati, kar verjetno ni končni cilj vsega tega. Ampak vendarle bo treba dobro razmisliti, kakšen bo naš odgovor na to, ker ga bomo morali imeti. In ta odgovor bo moral biti drugačen od tega, kot ga imamo danes. Mi smo s kvotami, kot je bilo slišano, in da boste vedeli, ko so bile kvote v upravnih, v nadzornih odborih, pa potem tudi v upravah državnih podjetij, ne boste verjeli, kdo je bil najbolj proti takrat za to. Ne moški, ženske. Ženske so bile proti. Tiste ženske, ki danes nastopajo kot političarke v popolnoma drugi luči. Ampak takrat je bilo to tako. In jaz se dobro tega spomnim, tega boja, ker so bili moški moji zavezniki, ne ženske. In tudi tu je en problem, da bo treba pač bratovščino narediti tudi kot neko sestrščino, ker drugače pač ne bo šlo. Kar je zelo izrazito v zadnjem času je tudi povezovanje žensk, strašnih žensk pač ne debatiramo, a veste, pač imamo različne sloge debate, ne? Moj je pač zelo ekspresiven, če lahko tako rečemo, ampak to ne pomeni, da imam jaz psihiatrično bolezen, ne? To ne pomeni, da sem, ne vem, schizofrena, da je karkoli, ampak ženska avtomatično dobi takoj tako oznako. Ko se torej ne obnašaš v skladu s pričakovanji, kako se ženska naj bi obnašala, tudi v politiki, potem imaš psihično bolezen. Poglejte, kar se dogaja v Urški Klakočar Zupančič. Se pravi, vsakdo, ki odstopa od tega, če si lepa lutka, lepo zrihtana, v redu, ko Marija s Tabernakla, potem je v redu. Sicer je nekaj narobe s tabo. In žal moram reči, da v tem pogledu ne gremo na boljše. Mi gremo na slabše. In mene skrbi ta neokonzervativizem, predvsem na strani mladih moških. Na srečo imam hčerko, ki ima izrazito drugačen pogled in si je našla tudi takšnega partnerja, hvala Bogu, torej sem vzgojo uspela. Ampak jaz ne vem, kako odgovoriti na vse to. Ampak to so dejanski problemi, ki se odražajo na vsem tem, kar se me danes, o čemer me danes pač govorimo. Ne? Če lahko predno zaključim ta krog in dam besedo Violici, ker mislim, da se je treba pogovarjati o vprašanju, kako lahko skupaj dosežemo stvari. Vidim, da nimamo nobenih težav, da vsak od vas ima v glavi projekt, kaj bi rada v politiki naredila. Samo trenutek. Ko ste tole prebrali, se vidi, da smo na skupni valovni dolžini, sploh nimamo težave vsebine. Ampak zakaj za hudiča imamo take težave, da te stvari spremenimo? Ne samo to, da nas je v politiki manj in nimamo 50%, da bi preglasile, bom rekla, pogojno moško večino. Ni to največji. Jaz mislim, da imamo druge, da imamo sistemske probleme in da imamo problem sodelovanja. Violica, izvolite. Hvala. Moje izkušnje in tudi moje današnje razmišljanje na glas skupaj z vami gre pravzaprav na tako imenovane nacionalne, državne institucije, mehanizme za enakost spolov. Tereza je omenila, da kako pomembno je poznati vpliv predloga zakona, strategije na različne družbene skupine
pa tudi vpliv z vidika spola, vpliv z vidika, če je primerno starosti in tako naprej. V te namene je že davno v 80-ih letih so začeli nastajati tako imenovani vladni organi za politiko žensk, za enako spolov, za ženske, za enake možnosti in tako naprej. Tudi v Sloveniji, ne, po prvih večstrankarskih volitvah je bila v parlamentu ustanovljena komisija za žensko politiko. Potem po naslednjih volitvah je še obstajala. Potem je bil njen obstoj vprašljiv. Potem po nekem daljšem obdobju dvomov, kaj se bo zgodilo, je bila imenovana kot delovno telo komisija za enake možnosti. Potem komisije za enake možnosti ni bilo več, pač pa je bila ustanovljena komisija za peticije na človekove pravice in enako spolov. Skratka, nehali smo govoriti o ženskah, nehali smo govoriti o enakosti spolov v okviru nekega posebnega parlamentarnega delovnega telesa. Mislim, in ta prva komisija za žensko politiko, med cilji, ki jih je imela, je bilo ohranitev ravni pravic, ki jih ženske že imajo, okrepiti legitimnost politike enakosti spolov in pripeljati do vzpostavitve vladnega organa za žensko politiko. Ta cilj je komisiji uspel. Leta 1992 je bil ustanovljen vladni urad za žensko politiko, ki je v začetku deloval v okviru kabineta predsednika vlade, tedaj je bil to dr. Drnovšek. In 20 let je ta urad deloval kot samostojen urad, organ znotraj vlade. Ni bil pod nobenim ministrstvom, nekje odgovarjal je generalnemu sekretarju vlade, ne več neposredno predsedniku vlade, imel je lastna finančna sredstva, svoj proračun, imel je stike s civilno družbo, strokovnjakinjami, raziskovalkami, raziskovalci, nevladnimi organizacijami, mediji in tako naprej. Pripravljal je predloge zakonov, podajal je mnenja k predlogom zakonov, ki jih je sprejemala vlada. Med drugim je že tedaj, se pravi pred letom 2012, vladi predlagal, da bi v tisti obrazec za pripravo gradiv za obravnavo na seji vlade, ki je predpisan, vpliv na okolje. Že takrat smo rekli, vpliv na enako spolov, položaj žensk, danes bi dodali družbene skupine, ne? Mislim, zakaj to ni predpisano? In seveda bi to mnenje o tem vplivu vlada zahtevala od pristojnega ministrstva ali urada za enake možnosti, če bi ga še imeli, ampak ga nimamo. Danes imamo samo sektor v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enako spolov. To je ZUJF, 2012, v imenu varčevanja je tedaj tako rekoč ukinil vse vladne urade, razen urada za narodnosti. In urad za narodnosti še vedno deluje kot avtonomen, samostojen urad. Jaz mislim, da bi morali okrepiti ponovno institucionalne mehanizme. V parlamentu imamo klub poslank državnega zbora. Mislim, zakaj ta klub ne postane, ne vem, dobi statusa nekega delovnega telesa, ki mu pripadajo neka finančna sredstva, ki lahko podaja mnenje. Zakaj se ta klub ne spremeni v
ne vem, odbor za ne, ki bi potem, ko pride predlog za obravnavo nekaj, kar pošle vlada v državnem zboru, pač pogledali in predvsem od vlade zahtevati, da ta vpliv, oceno vpliva podajo v vladnem gradivu. To je naloga vlade, ni naloga parlamenta, da bo zdaj analiziral te stvari, ne? Tako da ena od pomembnih zadev za to, da bi lahko uresničevali te politike, za katere obstaja izredno veliko soglasja med vami kandidatkami. Nedvomno je mnogo tem, kjer ni strankarskih delitev, ne? Gre mogoče samo za nianse, za tiste drobne razlikovanja, ampak velike teme imajo podporo žensk čez strankarske bariere. Nekako, če boste izvoljene, bi si želeli v ženskem gibanju pričakovati, da si boste prizadevali, da se obnovi sistemsko ustrezen ustroj parlamentarnih in vladnih organov za enako spolov. Ker kaj se dogaja zdaj s sektorjem za enake možnosti? Mislim, rada bi vam, s tem bom zaključila, samo to povedala. Mislim, jaz sem v tem uradu delala 20 let in ko so urad premaknili pod ministrstvo, sem prosila za pogoje in se predčasno upokojila, ker sem rekla, sodelovala sem pri nastanku tega urada, bila sem prva zaposlena, ne bom sodelovala pri pogrebu. In sem odšla in se še bolj aktivno pridružila. In postala predsednica ženskega lobija. Tako da, to bi rada rekla, sektor. Mislim, jaz o sektorju za enake možnosti v medijih nikjer ne preberem nič. Jaz njihovih mnenj ne vidim nikjer. Na njihovi spletni strani, dobro, res, da je to spet navodilo vlade, kakšne spletne strani imajo lahko ministrstva in njihovi organi v sestavi, ampak mislim, praktično je vse našim očem in našemu razumevanju in vedenju skrito. In to je sramotno, mi ne vemo, kaj pripravljajo, ne moremo se tudi aktivistke vnaprej pravočasno odzvati z nekimi pobudami, predlogi, da bi lahko sooblikovali to, ne. Mislim, gre za to, ta sektor nima več ne teže, niti simbolnega pomena za vprašanje enakosti spolov. Je zgolj eno delovnih področij ministrstva, njegova dejanska moč in vpliv na oblikovanje ukrepov za enakost spolov sta povsem omejeni, za svoje predloge in pobude potrebuje najprej podporo vsakokratnega ministra ali ministrice, v primeru, da soglasja ne dobi konc, gre v predal oziroma v razrez, grejo tisti papirji. Včasih smo urad, če ni dobil podpore pri prvem ministru, za katerega smo ocenili, da je najbolj pristojen za stvar, s katero smo se ukvarjali, smo šli pa k drugim. Podporo smo iskali, ne, ker so pač vsi na sejah vlade. Ko to ni šlo, so šle sodelavke iz urada, direktorica urada v parlament k poslankam in poslancem in smo jim pomagali potem, ko so oblikovali recimo svoje amandmaje ali jih opozorili že pri prvem branju na neke stvari, ki smo jih me opazile, pa jih nismo uspeli ustaviti ali spremeniti. Sektor ima popolnoma omejeno funkcijo nadzora nad sprejemanjem zakonodaje po lastni presoji. To funkcijo opravlja zgolj in v obsegu, kot naroči kabinet ministra. Nima več možnosti
rednih in formalnih in spontanih neformalnih stikov z ženskimi organizacijami, nevladnimi organizacijami, strokovnjakinjami, raziskovalci, mediji, socialnimi partnerji in drugimi deležniki. To se zdaj v okviru strokovnega sveta za enakost spolov, ki je posvetovalni organ ministrstva, dogaja, kjer se ne dogaja nič. Ministrstvo približno poroča, kaj delajo, ostali kaj povejo, se napiše zapisnik in potem ne vem, če je enkrat ali dvakrat na leto sklican. Mislim, to ni nič, ne. Nima dovolj finančnih sredstev, je kadrovsko podhranjen, staplja se s širokim področjem enakih možnosti, ne, v prid drugih, vseh oblik diskriminacij zaradi drugih osebnih okoliščin, ne zgolj spola. Zato v bistvu obstoj enakosti žensk in moških kot poseben politični cilj in delovanje za doseganje tega cilja je vedno manj viden, ne. In vem, jaz se spomnim Mojce Dobnikar, ki je leta 2015 opozorila, da je vidnost eden ključnih elementov bojev za enakost. In če končam, ministrstva imajo neke koordinatorje za enakost spolov, za enake možnosti. To so ljudje, ki zasedajo neko uradniško mesto, ki imajo svojega dela, za katerega so ga dolžni opravljati in ki jim je delegirano čez glavo. In ne glede na to, da sicer sektor menda nekaj usposablja koordinatorice in tako naprej, so to uradniki, ki nimajo nekega posebnega znanja, razumevanja, poznavanja raziskav, literature in tako naprej. In mislim, to ni nič. Če so na ministrstvih koordinatorji za politiko enakih možnosti, potem mora to biti delovno mesto. Nekoga, ki bo imel čas zbirati iz tisočerov virov različne podatke za vsakokratno zadevo, na katero se je treba odzvati. Zdaj pa ministrstvo delujejo tako, ko se piše nacionalna strategija za enake možnosti, pa akcijski načrti dvoletni za izvedbo strategije. Ta sektor pozove ministrstva, da povejo, kaj bojo delali, ko sektor ugotovi, da nekatera ministrstva se sploh niso odzvala, da rečejo, da nimajo kaj delati na tem področju. Čeprav vemo, kako široka področja ima nacionalna strategija za enake možnosti. In potem sektor, če se nekomu da, predlaga ministrstvu nekaj, kar je iz njihovega portfolija, kaj bi lahko delali, je potem odgovor tak, vi nam pa že ne boste nalagali, kaj bo naše ministrstvo delalo. Tako, da veste, kako se na vladni ravni ta politika enakosti spolov kreira oziroma vse bolj siromaši in izgublja. Ja, hvala lepa, Violica. Jaz mislim, da smo dobili zelo črno podobo v bistvu sistemskih pomanjkljivosti, ki smo jih imeli nekoč bolje urejene, pa smo spustili to iz rok. Tudi po naši krivdi so stvari šle k vragu, zato ker so ti organi mogoče premalo glasno, premalo odločno in premalo izzivalno uveljavljali tisto, kar smo mi želeli. To je bil največji problem. In če nek tak organ ni resnično samostojen in če ga ne vodi oseba, ki se živega hudiča ne boji, to ne more dobro funkcionirati. In tako so nastajali ti problemi in mislim, da je čas, da jih skupaj rešimo v naslednjem mandatu. Ti si hotela nekaj dodati? Ja, še nekaj sem hotela tu dodati. In sicer Slovenija, kot vemo, je podpisnica, torej ratificirala Istanbulsko konvencijo, konvencijo proti nasilju nad ženskami.
in družinskem nasilju, vendar vsaka vlada doslej, tudi ta trenutna, podaljšuje pridržke k Istanbulski konvenciji. In zdaj to pomeni, zdaj nazadnje so bili podaljšani 1. junija, mislim, lani. To vedno znova podaljševanje pridržkov k uresničevanju te konvencije, to gre na račun pravic žensk. In ministrstva so rekla, da obstaja razlogi, da se te pridržke opusti. Ampak mi jih še vedno podaljšujemo in vedno vlečemo. In pravice žensk so vedno na zadnjem tiru, na stranskem tiru. In to pomeni, da cela situacija gre v škodo pravicam žensk, žrtvam nasilja. Ja, prosim še. Ker izvolite, gremo po vrst. Milica, potem ti. Najprej ti, ker nisi še govorila. Izvolite. Ja. A kolegica, še tudi mi govori, a je? Ne. A si hotela nekaj reči? Ja, izvolite. No, skratka, jaz kandidiram na listi, skupni listi Levice in Vesne. Sam Žulicom, kandidiram v Domžalah, prihajam iz Kamnika. No, ker sem poslušala to debato o ženskah, kako sem se vmes večkrat vprašala. Ena stvar je, ki se sprašujem zadnjem času, zadnje mesece, ker vse to postaja bolj akutno, recimo položaj medicinskih sester, negovalk, oskrbovalk. A je to mogoče takšen problem, da so podplačane, da so premalo plačane, da so delovni pogoji težki, da se zato seveda nihče ne želi, oziroma se malo ljudi želi zaposlovati na teh področjih. Je to mogoče razlog tudi v tem, da je to tako ženski poklic, da je to... A mislite, da ni? Da je. In ne razumem, kaj se šolstvo, mislim, ampak no, družba se stara, zdravstveni sistem potrebuje recimo medicinske sestre, domovi za starejše potrebujejo negovalke, vedno več starejših ljudi. Zakaj se tem ljudem enostavno ne dvignejo plače, da bi se zaposlili in da se uredijo delovni pogoji? Vem, da je neki plačni sistem skupen in da to vpliva na plačne razrede, ampak če nekaj rabiš, jaz mislim, da potem enostavno narediš, evo, tako bo. Višje plače bodo, boljši delovni pogoji bodo, več ljudi bo zaposlenih, normalno bomo lahko delali in živeli. No, tako sem hotela, sem se zdaj, ko sem poslušala, sem pomislila, a bi mogoče, ne vem, kakšne ženske organizacije tudi morale malo bolj se oglasiti, pa reči, poslušajte, medicinske sestre so večinoma ženske, dajte prosim te položaje urediti, pa negovalke, pa oskrbovalke, pa ne vem, čistilno osebje ali kako to, ne. No, to sem hotela reči. Pa še eno stvar sem tudi razmišljala, ko sem šla sem. Recimo, zdaj se veliko je bilo v medijih te romske problematike in mislim, da so pa da so Romi v težki situaciji, mislim, se je dogajalo, marsikaj se je dogajalo, se je zgodilo, težke stvari so se zgodile, ampak so diskriminirani, mislim, da je to dejstvo, tisti, ki je realen, da je to dejstvo, da so diskriminirani kot skupina, ampak mislim, da imajo pa ženske, Rominje, še en dodatni problem, da so še znotraj njihove skupine, še one v nekem podrejenem položaju, v ekonomsko podrejenem, pa njihove tradicije, ne vem, zgodnje nosečnosti, poroke deklic in take stvari. Mislim, da bi tudi tukaj morale ženske organizacije malo bolj glasno nastopiti. No, to sem hotela reči. Me veseli, da si dodala te dve stvari. Smo dali v program, dodano. Jaz sem videla, da nas je napisano, ampak mislim, da so pa to res urgentne stvari. Mislim, da je bilo to zdaj prvič jasno zapisano, ne? V programu. Še ena kolegica. Aha, ker nisem še vsega prebrala do konca. Niste. Ko ste zdaj to pripovedovali, Violica, in ko ste se zdaj odzivali, sem se spomnila nečesa. Da smo takrat, ko smo v 90-ih letih dobili novo državo, se zelo močno zavedali, kako moramo neke institucije na novo postaviti. Takrat je bil ta zagon zelo močen in je tudi bil podprt
iz strani civilne družbe in znotraj politike. In je bilo to mogoče, ker se je na novo veliko stvari delali. Ampak zdaj smo v podobni situaciji, zelo podobni situaciji, ker imamo pa, če je takrat bilo neka luč na koncu hodnika, videno se mi zdi, da zdaj vidimo temo in ta povratek nazaj v neke tradicionalne vode, ki jih vidimo celo pri otrocih v osnovni šoli, kako razmišljajo, kako vidijo odnose med moškimi in ženskami. To so vse koraki nazaj. Kako berem v nekaterih strankarskih programih, kako moramo utrditi tradicionalno vlogo ženske in moškega, da obstajate samo dva spola, kako tradicionalno družino okrepiti. To je za nas signal, da je treba nekim močnim pušem delati naprej. In spet bo treba narediti, tako kot je bilo takrat narejeno, strniti moči. Tako strani civilne družbe pritiskati na političarke pa tudi zaradi pritiska civilne družbe in se na nek način navezati na njega in kot vzrok za to, da vi to v politiki počnete, da prihaja iz civilne družbe pritisk na ta vprašanja, da se razrešijo in tako naprej. Tako da bi jaz rekla, da bi bilo potrebno seveda okrepiti institucije, zagotovo bi morali dobiti nazaj neodvisen urad, to bi lahko bila programska točka, in komisijo, ki bi imela v uradu sogovornika. To smo tudi na začetku 90 let rekli. Komisija rabi v vladi sogovornika in to je ta urad. Tako da to dvoje se mi zdi, da je potrebno vsekakor doseči. Pa še nekaj. Dostikrat se in tudi v raziskavah v drugih državah govori o tem, da ženske v politiki predvsem skrbijo za interese žensk srednjega razreda, skratka lastne interese, bom posplošila. Jaz mislim, da boste največ lahko naredili, če boste se odzivali na to, kar je bilo tudi zdaj rečeno, na tiste ženske, ki nimajo moči, ki ne morejo same prodreti v javnost, ki se jih ne sliši, ki se jih ne vidi, ampak ste vi tudi zato tam, da jim date glas, da jim date vidnost, da se zavzemate za njihove pravice. Mislim, da bo tudi podpora potem volilnega telesa veliko večja za to, kar boste v parlamentu ali vladi počeli. Ja, se strinjam. A bi lahko sem še en primerek? Ja, naša kolegica iz stranke je ravno včeraj objavila, tako zanimivo se mi zdi, ko se sprašujem, zakaj v bistvu se moški recimo tako grdo včasih obnašajo do ženske. Kolegica, kako? Ne vsi, seveda ne vsi, absolutno. Jaz imam krasnega očeta sem imela. In recimo je naredila objavo in prvi komentar se je javil nek moški z sliko, imenom in priimkom in prav tiho bodi baba. In nam je kolegica poslala to posnetek tega in mu je odgovorila, ga je vprašala, a tudi svoj ženi rečete tako? In pol se je upravičil, je rekel, se upravičujem, prehiter sem se javil. Ja, tako, se upravičujem, se je upravičil, a ne? Sem repliko, tudi zaradi tega, dolgotrajna oskrba, zdravstvo, integrirati socialno zdravstvo in nemudoma, ne samo plače, delovne pogoje spremeniti, stanovanja in tako naprej. In to je ta vlada začela. In na Ministrstvu za solidarno prihodnost so pripravljene konkretne rešitve, ki nažalost še niso šle zdaj skozi, tudi v zvezi s plačami, na drugačen način, da se naruši sistem javnih plač, ampak to je, jaz si želim, da se nadaljuje ta politika v smeri uveljavljanja dolgotrajne oskrbe in da se da tistim, ki res imajo premalo glasu, moči in ne nazadnje tudi v denarnici, da se jih primerno. In te rešitve so res pripravljene, in zaradi tega sem se tudi jaz vključila. In meni je tudi hudo gledati, ko gledam recimo te negovalke, ki so prišle iz tujine, kako so nesrečne, kako jim je težko. Oni so verjetno tukaj same, brez družin, ali ima pa tudi družino, ampak vsekakor živijo v težkih pogojih, ker plače so obupne, ne vem, kako plačajo najemnino, kako si kupijo hrano. Mislim, ja, ne vzdržijo, ker to je nevzdržno, a ne?
In mislim, to so dejansko urgentne zadeve. Novodobne Aleksandrinke so to, ja. Potrjujem sicer to, glede na to, da sem zaposlena na Ministrstvu za solidarno prihodnost trenutno, pa tudi zato imam kakšen odgovor, ker smo sprejeli kakšen zakon, ki olajša delo tujih delavk v socialnem varstvu, oziroma tujih delavcev na splošno. Lahko sem eno besedico, nisem hotela kritizirati dela, ampak da v bistvu podpreti. Sam povem, da je bilo, jaz sem se pa vmes v tem razpravi, sem se spomnila še na eno anekdoto, ki po moje pove, koliko zelo ugrajen je seksizem v marsikoga, tudi od nas, tudi če se tega ne zavedamo. Kot sem prej rekla, imam partnerja v drugi stranki. Enkrat sem se pojavila z majčko svoje stranke na dogodku tiste stranke. Ministrica za delo, bivša ministrica za delo, je mojega partnerja, kot da jaz ne obstajam, vprašala, kako imaš pa ti to doma urejeno. Ker sem jaz prišla na nek ministrica za, bomo rekla, zdaj tukaj enake možnosti, ker je tukaj. Takrat je bila že bivša ministrica, pa tako, ampak koliko ugrajen je ta seksizem v družbo, da je nekdo sposoben tako izjavo reči. Se ga sploh ne zaveda. Se ne zaveda. Potem, ko jaz pridem in sem tako, res to smo zdaj rekli, ali pa ko meni nekdo reče, a ti si bejba od unga, jaz povem, jaz sem Urška in sem samostojna oseba, pa so pa vsi čaki, kaj, a ja, mogoče. Ali pa rečejo, zakaj si tečna, zakaj zdaj to govoriš, saj nisem naš slabega mislu. Razumem, da nisi nič slabega mislu, ampak res te res take osnovni ravni. Ta ženska kolegijalnost, ko ste vi rekla, da se potem odzovemo, bi morala biti bolj prisotna. Če mi dovolite, da prekinem to debato, zato ker bi rada še eno stvar. Rada bi vas spomnila na eno obdobje, ko smo bile sposobne v Sloveniji ženske, ne glede na to, iz katere stranke je kjera prišla, speljati skupno zelo komplicirano in zelo strateško zamišljeno akcijo, da smo prišle do vpisa kvot najprej v ustavo in potem v vso zakonodajo. O tem lahko čisto na kratko nam nekaj pove Ilijana, ker je skupaj z Vijolico vodila to koalicijo takratnih žensk. In jaz mislim, da je to eden od zvezdnih trenutkov ženskega gibanja. Ja, seveda, ampak tisti je bilo veliko prej, to je bilo pa že sredi demokracije, ko je bilo hudičevo težko že ustaljeno politično sceno premakniti v nek nov modus delovanja. Rada bi, da se na to na kratko spomnimo in da mogoče razmislimo, a se bomo potrudile, da dvignemo letvico višjo. Trenutno imamo 35% kvote za državni zbor. Nismo mogli, čeprav smo predlagali, doseči, da bi bila 40%, kjer jo imamo za lokalne volitve, jo imamo za evropske volitve, ampak ne, za državni zbor mora biti pa 35%. Mislim, to je bilo res težko in jaz mislim, da moramo se zelo potruditi, priti skupaj in zahtevati pariteto, polovica in tudi volilni sistem spremeniti na tak način, da bo to polovica izvoljenih. V družbi nas je več kot 50%. Ni dolžnost moških, da nas predstavljajo. Naša pravica je, da mi predstavljamo same sebe. In lepo prosim, če se bi dogovorile, kako bomo to akcijo peljale, bi to lahko bila ena skupna stvar, kjer bi civilna družba seveda prispevala svoje. Ampak na koncu je pa delo, ki ga je treba opraviti v političnem procesu pa v parlamentu. In to ni lahko, ker se je treba pogovarjati tudi s tistimi, ki mislijo drugače. Če takrat ne bi v tisti naši kampanji pritegnili na svojo stran desnega pola političnega, bi še danes imeli 13% žensk v parlamentu. 13%. Tako da se spomnimo na to. Kakšen je recimo argument, kakšni so navedli argument takrat, da se ne dvigne to na Mogoče nam bo Lijana čisto na kratko povzela, kaj se je dogajalo, samo zato, da se spomnimo, kako je to šlo. Hvala, Sonja. Jaz bi pravzaprav nadaljevala pri teh mislih, ki si jih že povedala v zvezi z
tistim obdobjem. Namreč takrat sem delala v informacijskem centru Sveta Evrope, imeli smo eno razpravo o teh vprašanjih in ob koncu razprave smo ugotovili, da je situacija zares porazna, da smo nezadovoljne, da to nikamor ne pelje in to nas je motiviralo, da smo se povezali. In tisto, kar je bilo ključno, je bilo to, da smo se povezali čez strankarsko, da ni bilo pomembno, pravzaprav vse, glede na to, iz katerega ideološkega polja, iz katere politične stranke smo ugotavljali, da moramo se povezati, združiti moči in nekaj storiti. In zato smo pred 25 leti, zanimivo, točno pred 25 leti, zdaj v aprilu bo 25 let, odkar smo imeli prvi sestanek koalicije za uveljavitev uravnotežene zastopanosti žensk in moških v javnem življenju. Tako smo to koalicijo poimenovali. Res je, da smo bili z Violico koordinatorici, res pa je, da si bila huda gonilna sila, Milica, pa še nekatere vas, da ne bom, mislim, da bi se, da si bila tudi članica koalicije, pa Živa ti tudi, ampak ne bom zdaj pravila. Skratka, bilo nas je 265 in vsaka od nas je podpisala pristopno izjavo, da se strinja, s čim da se strinja. Kaj smo takrat zapisali? Da bomo skupaj s spreminjanjem slovenske volilne zakonodaje, v kateri naj bo določeno, da mora biti na vseh kandidatnih listah za lokalne in nacionalne volitve enak delež žensk in moških. Jaz sem še enkrat, v bistvu sem danes presenečena, ko še enkrat berem, ker smo napisali enak delež. To, kar imamo po 25 letih, ponovno zapisano to pariteto ali enak delež. 5 let smo se trudili, dopolnili smo ustavo, 3 zakone, zakon o volitvah v državni zbor, zakon o volitvah, torej lokalne volitve in evropske volitve. In ko smo vse to dosegli, kako smo dosegli, tisto, kar nam je bilo najpomembnejše na začetku, namreč moški, če tako rečem, so trdili, sej bodo ti predlogi zakonov padli na ustavnem sodišču. Jaz se ga spomnim, Jelinčiča se spomnim. Pa še nekatere. In potem smo rekli, se res, ne? V Franciji se jim je zgodilo, da so padli zakoni in potem smo oblikovali predlog za dopolnitev Ustave Republike Slovenije in zdaj v Ustavi piše, da zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti. Zakon lahko določi. Ne lahko. Zakon določi ukrepe. V začetku je bilo lahko, pa smo vam vrgli besedo lahko. Skratka, in tako kot ste omenili, v zakonu o volitvah v državni zbor imamo 35, na lokalnih volitvah 40 in Evropski parlament 40. A veste, česa se spomnim? Dopolnitve zakona o volitvah v Evropski parlament in takrat se spomnim politične stranke LDS, ki je imela že listo fantov ali moških, ki jih bo poslala v Evropski parlament. In potem je prišel, smo dopolnili zakon, je parlament dopolnil zakon in je bilo zelo kar stresanje, ko se spomnim, ker je zakon pravi, zakon pravi na kandidatni listi, noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 40%, pa imamo tudi preferenčni glas, ne? In imamo preferenčni glas.
In so nekateri fantje, ki so bili prepričani, da bodo v Bruselj odpadli. In to so nam še dolgo potem učitali, kakorkoli. Ja, izvoljena je bila Mojca Drčar. Tako. Tako da ne boste rekli, da nas ne marajo volivke in volivci. No, in druge je problem. In da zaključim z mislijo, danes so bila predstavljena vprašanja, nekatere predlogi, ne? Mi že dolgo se tudi s temi vprašanji ukvarjamo, a nekatera pa so taka, kjer bi morali združiti moči, kjer bi se morali povezati čezstrankarsko, nadstrankarsko in delovati med drugim tudi za to, da so nekateri poklici, v katerih je večina žensk, tako podcenjeni. To je samo eno od vprašanj in sem prepričana, da se bi lahko tudi poenotili. Skratka, dobra, izjemna zgodovinska izkušnja je bila, da smo se ženske tako povezale in uspele. Torej, se da. Hvala. Hvala lepa. No, predno naredim čist kratek povzetek, kaj smo se pravzaprav uspeli tukaj dogovoriti, bi vas še eno stvar prosila. Kako se bomo skupaj borili za mir? Ker se mi zdi, da vse, kar počnemo, vse, kar se trudimo, je postalo vprašljivo, ker nam lahko jutri na glavo začnejo padati bombe. In občutek imam, da je mogoče trenutek, ko je nujno, da ženske stopimo iz moške sence. Da stopimo v prvo vrsto in da rečemo, tega vam nikoli ne bomo več dovolile, da nas pahnete še v eno tretjo morijo, ki bi bila strašnejša od vseh, ki so se dokdajkoli zgodile na tem planetu. Ne? Jaz vem, da mi v Sloveniji nismo edine, ki lahko to preprečimo. Ampak neke stvari se pa da narediti. Ne? In kaj bomo naredili? Kako se bomo borili? To bi rada slišala. A imamo načrt? Kaj bomo naredili? Bom najprej, dobro, mir se mi zdi, da je to res, to je nekaj, kar moramo zagovarjati. Bi pa rekla, da recimo vsaj trenutno, ne, vsaj v Svobodi, mi nimamo za mir. Ne. Mislim, tle imamo polno podporo, ne glede na vse, kar se dogaja, mislim, da ni vprašanje mir ali vojna za nikogar od nas, za ženske in za moške. Mislim, da je treba, bi mogla vsa civilna družba v resnici, pri nas, oziroma vsi bi mogli pritiskati na politiko, da se zavzema za mir. Ne? Bi pa mogoče rekla samo na to, kar je Lijana prej govorila in na te kvote in to jaz absolutno podpiram 50-50. Jaz bi to podprla, kjerkoli bi lahko. Moram pa sam povedati, da recimo mi v Svobodi, ko smo prišli, nas je bilo skoraj več žensk. Ne skoraj, bilo vas je več. Več, ne vem, ja. Več v parlamentu je bilo več. Ampak ne samo to, tudi v glavnem vsa predsedniška mesta na odborih smo dobile ženske, razen enega moškega. In to je potem tako izgledalo, da je meni rekel en naš kolega takoj, ko sem nekaj začela z ženskami, veš kaj, tle smo ogroženi moški. Tako da tle pri nas vse imate ženske, kar nehite, se nismo nehali, ampak hočem reči, da je prav, da so kvote, zato ker počasi se navajamo in tudi moškim je počasi, njim ni bilo v redu, čistko, vsakom pa sebi, da smo zdaj pa mi stranka, ki ima prvo predsednico državnega zbora, pa prve, vse ta glavne odbore imajo kao ženske, in mislim, da je to posledica kvot in tega vsega, kar ste vi naredili, ker če ne do tega sigurno ne bi prišlo. Tako da se mi zdi nujno, da gremo še mečkan čez, ker potem bo kmalu to normalno. Zdaj je mečkan bilo čudno, da smo imeli vse, ampak zdaj po 4 letih je našim tudi normalno. Če bi bilo 50, vsekakor. In mislim, da mir absolutno. Ali smo to ženske za mir, jaz bi rekla kar ljudje za mir, ne vem. Koalicija za mir, ja, zato ker imamo veliko moških, ki mislim popolnoma enako kot ženske. Namreč pri tem vprašanju je hudič v podrobnosti.
Ne moreš se boriti za mir tako, da se obožuješ. Ne moreš se boriti za mir tako, da socialo ukinjaš na račun tega, da usposabljaš mlade ljudi, da se bodo šli klat. Ne moreš tako graditi miru. Za mir se boriš tako, da ustvarjaš mir, da ga ustvarjaš vsak blažji dan. Pri proračunu, pri ekonomski politiki. Kakšna je ekonomska politika, ki se bo gradila na vojni industriji? To je politika, ki nas bo zadavila. In enostavno moramo biti, zavezati se moramo, ne? Da gre za čisto konkretne stvari in konkretne odločitve. In da je treba ustavljati to euforijo, ki je zajela Evropo in ki poskuša reševati vojno z vojno. In če bomo na to pristali, nas bo vzel vrag. In ženske verjamem, da smo dovolj pametne, da hočemo in moramo se potruditi, da to skupnimi močmi ustavljamo. Ne? Mogoče, Milena, če ti dodaš en stavek. Ja, ker smo tukaj nezbrane samo v organizaciji ženskega lobija in spomnim se lansko leto, kakšen močen manifest je dal Evropski ženski lobij ob 80-letnici konca druge svetovne vojne in pa seveda PEN, se pravi naš center PEN, ki deluje tudi v okviru mednarodnega centra PEN, ni center, je mednarodni PEN, in kjer ima seveda zelo močno pozicijo tudi odbor za mir, ki že 100 let deluje v tem smislu. Samo rada bi omenila eno stvar, kjer se vidi, kako lahko politika v Sloveniji in pa nevladne organizacije res zelo lepo skupaj sodelujejo. Zdi se mi, da je to primer Palestine, ne? Kjer je res civilna družba dobesedno potiskala vlado tja, kamor pač je bilo treba iti in kjer je potem na koncu prišlo do priznanja. In seveda, da je, ne bom ponavljala, seveda uspeha 8. marca, ampak tudi kako pomembna je civilna družba, se mi je zdel tudi takrat, edinkrat, ko je publika z aplavzom prekinila govor predsednice Prešernovega sklada na letošnji proslavi, je bilo, ker je ona omenila, da imamo močno civilno družbo. To je res ena taka spodbudna stvar in danes sem bila, seveda, ker je bilo vabilo tudi atlantskega sveta, slovenskega sveta, atlantski, slovenski svet, nekaj takega, skratka, ja, slovenski, atlantski svet in pa veleposlaništvo Nemčije, organizirata, to je ravno zelo v tem času, pogovor na temo o povišanju oziroma pojačanju odpornosti, te stanje rezilijence družbe v teh časih in kako ready to shift mindset, se pravi, kako spremeniti to nekak mentaliteto oziroma miselni okvir, res sem, mislim, me ni ravno v dobro voljo spravil, ampak potem sem pa slišala, kako je danes reagiral predsednik španske vlade. In ja, lahko ponovim, ker sem si res zapisala, se mi zdi, to bi lahko, ko iščemo odgovore drugačne, tudi v medijih, pa zlasti v politiki, se mi zdi, da res je vredno. Stališče španske vlade se rezimira v 4 besedah, v slovenščini sta to 2, ne vojne. Vlade so tukaj zato, da izboljšajo življenje ljudi in da prinašajo rešitve problemov. Popolnoma nesprejemljivo je, da voditelji, ki niso sposobni izpolnjevati teh nalog, uporabljajo dim vojne zato, da zamaskirajo svoje zgrešene poteze, obenem pa polnijo žepe svojim izbrancem, vedno istim, ki edini zaslužijo denar, ki bi moral iti za izgradnjo bolnišnic, ne pa za izdelavo izstrelkov. Ne bomo soudeleženci nečesa, kar je slabo za ta svet in ki je v nasprotju z našimi vrednotami, samo zaradi strahu pred represalijami enega samega človeka. Mislim, da
temu skoraj da nekaj dodati. In čas se nam je tudi iztekel. Jaz se vam vsem najprej zahvaljujem, da ste prišli. Eno besedo, ja. Se pravi, ženski odbor mira, ne bi ja, seveda. Ne sem poslušala vse te pogovore in tako naprej, namreč jaz imam tudi malo političnih izkušenj in sam to povem, da takoj prvi mestni svet v Novi Gorici je bilo 32 svetnikov in 4 ženske od tega. Mimo grede, tako da smo napredovali, nekaj smo naredili, jaz sem tudi zelo podpirala ženske kvote, s tem posmehom, celo smo naredili žensko listo in so se mi smejali vsi po Novi Gorici, dobro, ampak nekako je bilo, kakor je bilo, ampak so se mi smejali, ampak opozoril si pa na nekaj, kar v bistvu je manjkalo v tisti tako zvani lokalni politiki v tistem času. Tako da mislim, da en preboj se je dosegel. Meni se zdi bolj pomembno, da se dejansko naredi zavezništvo, ki presega, kot ste vsi ugotovili, se pravi strankarsko politiko. Vem, da ni enostavno, ker pač interesi strank znotraj so lahko včasih se je treba pač podrediti, ko si član ene take skupine. Vendar kljub temu mislim, da se da in tudi bi predlagala, da zdaj se mogoče sprejme. Ta zaključek je bil fantastičen, ki ga je Milena prebrala, ki je sicer španskega predsednika, ampak da bi mogoče tudi eno sporočilo šle od tukaj v javnost. To bi se mi zdelo nujno potrebno, če ne bomo pač izveneli, da smo si v tem krogu povedali, ker smo se vsi strinjali med sabo, a veste, ampak da to gre tudi ven nekam, ne zgolj samo napoved, kaj se bomo pogovarjali, ampak prav ta bistvo, se pravi za mir. Tako da to je treba nekaj sestaviti. Ja, bomo se potrudili in to tudi v to podnebno in poslali v javnost. Drugače pa tole, da vse postoji. Vsi boste dobili, vse lahko uporabljati v svoji kampanji, to, kar ste povedali, ki ste se dogovorili. Meni se zdi, da imamo zelo dobre možnosti, da v bodoče bolje sodelujemo, kot smo do zdaj. Pa ne zato, da smo se zelo razlikovali v vsebinskih vprašanjih. Ne to. Ampak dejansko, da bi uspešno sodelovali pri konkretnih stvareh, to nam pa ni uspelo. Predvsem zaradi tega, ker klub nikakor ni mogel tako delovati, kot bi bilo treba, ker je bil pač narejen tako, kot je bil narejen, ker te organi, ki bi morali imeti v rokah strategijo in taktiko našega delovanja v državni strukturi ne obstajajo, jih moramo ustanoviti. In jaz tudi mislim, ker se nismo zadosti mogoče potrudile, da bi še bolj načrtno z javnim pritiskom ustvarjale spremembe. In da so nam mlade ženske, ki so svojo to evropsko akcijo Moj glas, moja izbira, so nam po mojem pokazale pot, kako se stvari naredijo. In vse vemo kako, samo garati je treba, delati je treba in ne odnehati. Meni je ta beseda izjemno všeč. Zavezništvo. Zavezništvo, ja. Zavezništvo. Zavezništvo žensk, za mir, za socialno pravičnost, za normalno življenje. Kdaj dobimo kot zavezništvo? Tako, dobro. Hvala vam pa. Bilo je malo daljše, kot si jaz želela. V ženskem lobiju smo naredili vsebinsko analizo vseh volilnih programov, vseh stran z vidika spola. Kaj pravzaprav v teh programih piše na teme, ki nas zanimajo? To smo naredili in naredili smo eno zelo zanimivo analizo, ali so strankarska vodstva, ki določajo, kje bo kdo kandidiral, ženskam v strankah dale enakopravne možnosti, da uspejo na volitvah. Ker v Sloveniji nismo izvoljivi ljudje, izvoljivi so okraji. In če ne dobiš okraja, kjer si lahko izvoljena, si volitve že izgubila. In ker je to tako, je zelo važno, da javnosti pokažemo in povemo, kako so stranke v tem pogledu ravnale. Jaz to analizo že imam, ne bom vam povedala, kaj sem naredila, ampak 9. marca bomo imeli o tem posebno javno predstavitev te analize in rezultate vam bomo poslali vnaprej. Da boste vedeli, kaj se je zgodilo.
poslali, mislim, Nimam vaših naslovov, ampak pošljem na stranke. Kaj pa stranke s tem naredijo, pa vrak vedi, ne vem. bomo že naročili.